Takrat ste rekli, da smo Dolenjci nestrpni in da širimo sovraštvo do Romov. Mislim, da so bili tukaj mišljeni poleg mene tudi župani. Rezultat vaše reakcije pa je pretepen župan Ribnice in še 2 občana. Storilci Romi, celo eden od mladoletnih. Zato sprašujem, gospod predsednik vlade, ali ste zadovoljni z varnostno situacijo v Sloveniji? Kaj boste in če boste končno storili, da se ta vsaj na jugovzhodnu Slovenije začne reševati? Človek, ko dobi taka vprašanja, se dostikrat sprašuje, ali bi se odzval na laži, ki so bile izrečene, celo meni položene v usta, ali bi raje nagovarjal ljudi. Jaz sem se odločil, da bom ignoriral vse laži, ki so bile izrečene, ampak bom raje nagovarjal ljudi, ker sem zaradi ljudi tukaj in ne zaradi posameznikov v tem parlamentu. Slovenija živi, tako kot vse ostale države, v zares negotovem svetu. Človek odpre televizijo ali pa ko odpre novice, ga lahko samo spreleti strah in groza. Svet drvi in to zelo hitro v situacijo, v čase, ki si jih nihče ni znal niti predstavljati. Tja drvi zato, ker nekateri svetovni voditelji razmišljajo nekako tako.